Dobrodošli v podcastu Košarka, podcastu medijske hiše Delo, ki ga pripravljamo ob robu košarkarskega svetovnega prvenstva. Z vami sva danes Nejc Grilc in pa najtrofejnejši slovenski košarkarski trener Zmago Sagadin. Zmago, pozdravljeni. Dober dan, lep pozdrav. Danes se pogovarjava po opravljenem skupinskem delu slovenske reprezentance. 3 pričakovane zmage. Kakšna je vaša prva ocena teh prvih 3 tekem? Dobro, mislim, da je Slovenija igra dobro, da Dončić je bolje pripravljen, kot je bil zadnja leta, se pravi, da ker je jasno, da se vrti več ali manj vse krog njega in da mora zdržati on ta 30-32 minutni delež njegov na igrišču. Je pa tudi se pokazalo, da v nekih trenutkih, ko njega ni bilo na terenu, da je Slovenija znala funkcionirati, da sta tu Prepelič, Blažič, pa tudi Hrovat prevzeli to vlogo, Nikolić recimo. Vse skupaj pa se je skazalo tisto, kar iztržim že nekaj časa, da ima Slovenija najmočnejšo zunanjo linijo, ne samo na tem prvenstvu, tudi na prejšnjih prvenstvih. In ker danes odločajo zunanji igralci, ne več premoč pod košem, tako je bilo včasih, danes odločajo beki, branilci, je Slovenija na dobri poti, da tudi nadaljuje, tako kot je začela to prvenstvo z zmagami. Se pravi, če se kar naveževa na tole, manjkata nam Vlatko Čančar in Edo Murić, po vaše to ne bo odločilnega pomena, da smo bolj tenki na štirici. Veste kaj, vsem kaj manjka, ne? Vsi imajo neki poškodb pa odpovedi. Recimo v Srbiji je prava revolucija, ker je Jokić povedal, kar je težko Srbom padlo, po noči spremljajo njegove tekme, gledali so odločilno tekmo, svoje prstane, euforija je bila v Srbiji 3 zjutraj, zdaj pa njega ni na reprezentanco in je to hujši problem kot to, da pač so nekateri poškodovani in ne morajo. Jasno, meni je strašno žal zlasti za Čančara, ker bi tudi njemu strašno koristil ta reprezentanca, kajti ni veliko igral po zimi. In bi za njegov razvoj bilo tole, teh 8 tekem izjemno dobro, pa mislim, da je pokazal, da je v dobrem stanju. Ampak poznamo tisto poslovico, koga nema, brez njega se može in se mora. Tako, smo v bistvu videli, Gruzija je bila nek tak dober test proti to visoko, močno centrsko linijo s Tokom Šengelijo, Gogo Bitadzejem, pa se je slovenska obramba dobro spoprijela z njimi, z neko borbeno ekipo, tudi potrajen, mislim, 3 igralce so bile njemu včasih. No. Ja, mislim, se pravim, da včasih je bilo, da če nimaš ustrezne višine, pa nisi močan v raketi, ne moreš dobiti tekme. Danes to ne prinaša več zmage in tudi ta navidezna premoč Gruzije pod košem ni prinesla nič. Jasno, da, kot sem rekel prej, odločajo zunanji igralci, odloča ta tako imenovana širina, pick and roll igra in odloča brzina, hitrost, tehnika in tu je Slovenija za klaso močnejša od Gruzije. Gruzija je recimo zelo stara ekipa. Meni se že več tekle Šengeli, pa Šarmadinijev, pa Cincazijev več ne gleda, ker že 30 let igrajo. Jaz dejansko skozi govorim, da takšnih 35-37 let starih fantov ne bi smeli klicariti reprezentanco. Taki fanti imajo družine, 10 mesecev jih žene, otroci ne vidijo. In zakaj te maltretirati to reprezentanco? No, to so zelo pametni Američani. Američani od tistega začetka, ko so naredili tisti Dream Team, od takrat naprej oni več ne klicarijo, ne silijo več teh ustarelih zvezdnikov, da igrajo. Američani kličejo in več ali manj se jim redno odzovejo te druga, tretja skupina, te mlajše potencialne zvezdnike, ki imajo zdravo športno ambicijo, se jim igra in jim je nekaj do tega, da bi se dokazali na mednarodni sceni. Se pravi, take klicati je bolj pametno. In to bi morala tudi Evropa sprejeti, da reprezentanco teh 35-40-letnikov ne bi več klicali. In po mojem, Gruzija ima nekaj luštnih mladih igralcev, ki jih ni bilo tu v ekipi sploh. In če bi mičkaj pomladili, bi imeli podoben rezultat, pa bi imeli neko perspektivo za naprej. Isto velja tudi za Francoze. Je pa v bistvu bilo ta obramba proti Gruziji, v bistvu, na teh 3 tekmah je edinkrat, kjer je bilo res treba odigrati obrambo in so tudi so navdušili z obrambo, ampak
glede na to, da gre za kolektivno obrambo, da nimamo tega klasičnega tako imenovanega rim protektorja, verjetno zahteva še toliko več energije. A je to lahko z slovensko klopjo, ka vse ni najdaljše zdržimo do konca prvenstva? Ja, mislim, da dobro, Slovenija ni neka obrambna ekipa, se pravi, naša karakteristika je napad in predvsem izredno dober met trojke. Če nam te trojke ne grejo, če ne zadevamo, potem težko koga premagamo. Ampak glede na to, da imamo le 6 dobrih zunanjih igralcev in recimo še solidna strelca na četvorki, to je tako Čebašek kot mlajši Prepelič imata odličen met. Da ne govorim, da imamo Tobija, ki je neobranljiv za te centre. Ne. Mene je prav žal, da Tobi ni bil v začetka zraven priprave, da ni dal skozi vse priprave, kajti če bi bil še dobro pripravljen, bi ta njegova kvaliteta prišla še bolj do izraza, zlasti v odločilnih tekmah, kajti vprašanje je zdaj, če ne bo padal, glede na to, da je vsak drug dan tekma. Konec koncev je že proti Zelenovrtskim zgledal malo pehan. Ja, se pravi, on je 10 dni, 12 dni praktično izgubil priprav in je to tisti bazičen del in to je najslabše, kar je v tem trenutku. Kajti ta njegova igra, da pick and pop je imenovana ali pa držanje širine, da Dončić zabode, prodre in poda ven Tobijo, to ni na tem celem svetovnem prvenstvu enega centra, ki bi to znal braniti, bi lahko to branil. In to je neko dodana vrednost slovenske reprezentance. Drugače pa mislim, da ta napad je ključ. Je pa bojo tekme, ko ne bomo zadevali, ko ne bo šlo toliko napado, pa bo treba mičkati tudi v obrambi pritisniti. Tele zunanji igralci lahko pritisnejo, recimo Blažič odlično pokriva pleje. Tudi Nikolič. Ja, odlično pokriva pritisne na pleja, tako da pritiskajo na organizacijo igre, tako da to je še najboljše, kar se naše obrambe tiče. Je pa v bistvu še en tak, mogoče as iz rokava, saj za agresivno obrambo bi bil verjetno tudi Žiga Samar lahko v teh parih minutah, ki jih je dobil, se je kar izkazal. Bi ste mogoče pričakovali večjo minutažo ali pač ta vloga mu v redu zanj? Ja, se pravim, teh 6 igralcev na zunanjih pozicijah poje to minutažo na teh 3 pozicijah. Samar je 7. ta zunanji igralec in težko pride v rotacijo, pride v tem trenutku takrat, ko je tekma dobljena ali pa zgubljena, tako je to zdaj igral po par minut. Na vsak način je pa Samar bodočnost, Samar je jutr slovenske reprezentance na poziciji playmakerja in meni je zelo všeč in mislim, da bo že naslednjem prvenstvu pa on dobil bistveno večjo vlogo, kot je imel v tem trenutku. Ste že izpostavili, da bo ključ napad, v ključu napadu pa seveda Luka Dončić. Kako ste vi videli te njegove 3 tekme? Kako se vam zdi pripravljen? Kako igra za vaš okus? Luka igra tako, kot igra. Luka igra tako, kot praktično v tem trenutku cel košarkarski svet si želi, uživa v tej njegovi igri. Jaz sem se vse vrtil okoli njega, ampak tu ne gre samo za mete, gre predvsem za njegov pregled igre, za njegove asistence, za njegove podaje. In mislim, da je v tem trenutku, da je letos boljš pripravljen, kot je bil recimo lani, tako da verjamem, da bo bolje zdržal, pomeni, da bo lahko, vse bolj, ko se bo prvenstvo odvijalo, bolj prišla do izraza ta njegova kvalitetna razlika, ali pa če vzamemo to primerjavo Slovenija pa Nemčija. V Sloveniji se vrti vse okoli Dončića, recimo, v Nemčiji pa vse okoli Šrederja. Približno tako je. Ne? In če bosta oba dva zdržala do konca, se pravi, verjetno bosta, odloča, koliko bo kdo pripravljen. In če koliko bo kdo pripravljen, pomeni, če bo Dončić fizično zdržal vse te napore do konca, je bistveno kvalitetnejši igralec Šrederja in v Slovenija brez problema premagala Nemčijo. In to bo že čez par dni. In jaz verjamem v to igro, kajti ta igra prinaša rezultat. So pa nekatere reprezentance, kot tale ameriška, zdaj, ki je glavni favorit, verjetno za osvojitev naslova svetovnega prvaka, ki pa nimajo te igre, da se vse vrti okoli enega, tam se vrti okoli 12 vse. Se pravi, vse razdeljeno med 12 igralcev. To je čist nasproten koncept od Slovenije. Vsi igrajo vse pozicije, menjavajo mesta, vsi igrajo obrambo, vsi igrajo napad. In glede na to, da je košarka kolektivna igra, je to bolj recimo na kožo pisano košarki in verjetno v končni fazi so Amerikanci tudi zato glavni kandidati za osvojitev naslova svetovnega prvaka. Zelo zanimivo je, da zdaj v Američanih govorimo, da jih vseh 12 igra
kar je bilo ponavadi specialiteta evropske košarke, pa so imeli Američani bolj to 1-1 igro, kako se vloge zamenjajo. Ne? Ampak, kot ste rekel, lik zaradi te kolektivne igre se zdijo še toliko težje ustavljivi zdaj, ker Slovenija do neke mere je predvidljiva, ampak vendarle Dončića, tudi če veš, kaj bo naredil, je težko ustaviti. Ne? Ja, in Slovenija še ima to rezervo, ki bo verjetno potegnala zdaj še v nadaljevanju. Mislim, da bo postavil Dončića na četvorko, da bo precej igral tudi s hrbtom proti košom, napadov, vezov in iskal po te povratne podaje, kajti iz teh povratnih podaj njegovih so najpreciznejši meti. In recimo Dončić na četvorki, pa to Bezuni na trici kot petica, to je neobranljivo. Mislim, da bo to je še tisti vložek, ki po mojem šele prihaja, to čuvajo za nadaljevanje, kar je prav. Dejansko čakamo vsi, oziroma zanima nas vse, kako bo Luka Dončić zdržal, če bo Luka to zdržal, te napore. Tudi te napore, recimo zdaj igramo z Avstralci in Avstralci igrajo grobo, čvrsto. Ne, da bo zdaj vsi hoteli tepti Dončića, ampak oni generalno je karakteristika teh avstralskih igralcev, tega kontinenta, da se tam igra zelo trda košarka, moška, fizična. In to pomeni dosti faulov, zavisi tudi, kako bojo sodniki to sodili, te faule, dosti je kontakta, dosti je suvanja, potiskanja in to je treba predvsem psihično držati. Ne? Se pravi, da bojo te naši fanti, predvsem in tudi Luka Dončić, da bojo to morali psihično držati, da igra trdo, oštro, prgavo in enostavno treba zadržati mirno glavo in dobiti tekmo. Ker do zdaj je v bistvu Luka bolj miren, kot smo ga že kdaj prej bili vajeni, ampak je pa vsem že prejel kar nekaj enih udarcev. A je sojenje na ravni tacga prvenstva, ga dovolj zaščitijo? Glede na to, da vendarle je prva zvezda prvenstva. Ja, Luka je prva zvezda prvenstva, mislim, da je zaščiten. Ne gre problem, da sodniki ne bi hteli ali pa bi bili nepošteni. Gre za to, da nimajo dovolj znanja. Ne? In to je neregularnost zadnjih 10 let teh prvenstv, odkar je FIBA uvedla, da najboljši telesodniki, ki sodijo Euroligo, to je praktično 200 najboljših sodnikov v Evropi, ne sme soditi. Se pravi, najboljši sodniki, ki so profesionalci, mi imamo 5-6 izjemnih sodnikov, recimo vsaj 3 bi sodili absolutno na to svetovno prvenstvo. Najboljši sodniki ne sodijo. In tu recimo Francozi že trdijo in je predvsej, da so izpadli zaradi neumnosti, zaradi slabe kvalitete, ne da so nepošteni, da ne znajo, niso pravilno ocenjeni določeni situaciji. In vse bolj, ko bo prvenstvo se odvijalo, vse bolj, ko bo utrujeno, vse bolj bo nervoza, vse bolj bo vsaka tekma odločilna, si zamislite, kakšni problemi še bojo pri teh sodnikih, ki, kot sem rekel, ne da so nepošteni, ne znajo dovolj dobro, da bi lahko sodili. In FIBA kot odgovorna za to bi morala, tako kot zahteva, da pridejo reprezentance v najboljši sestavi, morala bi zagotoviti najboljšo možnost sojenja. In to je anahronizem, to je, bi rekel, neregularnost tega prvenstva, da ne sodijo najboljši sodniki. Je pa mogoče tudi, glede na to, da vemo, da je Luka zelo iznajdljiv igralec, se pa mogoče tudi da kakšnega sodnika, rečeno, okrog prnes, kdaj s kakšnim zaigranim faulom še malo, ko bo treba. Ne? Luka je namazan s temi žalbami, on zna navleči in se pravi. Je pa, da vsega ne vidijo, ne? In kakšni gužvi pa kaj in kakšni udarci pa to, ko padejo, in če sodniki to ne vidijo, pač Luka pade ven in je. Generalno mislim, da Slovenci, preveč slovenski igralci, to edino, kar zamerim Sekuliču je, in to sem že par let govorim, da dovoli, da skačejo v sodnike. Prvič, trenerji ne smejo. Če začne trener skakati sodnike, potem jasno igralci nadaljujejo to. Enostavno pomeni, ko se začneš močno ukvarjati s sojenjem, potem popušča tvoja koncentracija v igri in to negativno vpliva na rezultat. Pomeni, nadmodri kdaj sodnika, jasno ga, ali pa tudi kako besedo reči, ni nič slabega, ampak na vsako odločitev sodnikov gestikulirati, mahati, skakati, ni dobro, kaj ti pravim, vpliva to na koncentracijo, na kvaliteto igre. Konec koncev tudi kakšna tehnična napaka pade, tako kot je zdaj proti Zelenorskim, pa ta ni bila ključna, ne vem. V končnici proti Nemčiji pa mogoče bo, ne, če kdo od naših izgubi živce. Ampak ko ste že omenili selektorja Sekuliča, kako pa vidite njegovo delo? Mislite, da dobro vodi reprezentanco? Ja, jaz mislim, da delo dobro. Mislim, da ima tudi debelo kožo, glede na to, kaj se mu vse dogaja tu.
tisto, kar je zveza počela par mesecev še nazaj za njegovim hrbtom, ali pa predvsej javno je bilo, da nagovarjajo In tudi se, ne. ne tegale Kokoškova. Kokoškova. Ko so šli dvakrat v Ameriko, nagovarjali Kokoškova in verjetno je postavil prehude pogoje. In je to on stoično nekako zdržal in dejansko to ruši tudi avtoriteto trenerja, če zveza kaže, da jim ne pomeni veliko, da išče zamenjavo in tako naprej. No, zdržal je in je zdaj korektno opravljal svoje delo. Korektno opravljal svoje delo, mislim, da kar se strategije in taktike tiče, Slovenija nikakor ne zaostaja za drugimi državami, da so tu na nivoju, da je ta naš strokovni štab na nivoju. Vidi se tudi, da je scouting, da je priprava za tekme, da praktično pokaže igralcem, kje so nasprotnikove dobre in kje so šibke strani. Vse to funkcionira dobro. Edini problem je malo obvladovanje teh, ne. To, kar jaz skozi govorim, da jaz sem trener lahko samo ekipe, kjer sem sposoben glavnega igralca ali pa 5 glavne igralce držati za roge, bike za roge, ker če ne držiš bika za roge, slej ko prej pristaneš na njegovih rogih gor, ne. Se pravi, to pa je problem in to ni lahko, ne, tu ni lahko držati te fante, ampak zaenkrat to funkcionira dobro in glede na to, da se še enkrat Mokonja ne gleda v zobe, se pravi, da se tako dobrem rezultatu, ko jih trenutno beleži slovenska reprezentanca, ni kaj zameriti. Samo la držimo pesti, da bo šlo tako tudi naprej. Mislite, da ima selektor Sekulič še kakšnega taktičnega asa v rokavu, da zdaj še vse nismo razkrili vsega, ker niti ni bilo treba, ne? Ja, to sem rekel, da ko bojo te odločilne tekme, bo Dončića, zlasti v končnici, ko bo bolj utrujen, ga bo pomaknil na četvorko, ga bo pomaknil tudi s hrbtom proti košu dost in bo vezal enega, dva igralca nase in bo s povratnimi žogami, ki prinašajo najpreciznejše mete naših zunanjih igralcev in Tobija, ki je v bistvu odličen šuter za 3 točke in to bo tista rezerva. Dončić na četvorki. Ne bo v končnicah ne Čebašek, ne mlajši Prepelič, ampak bo to Dončić in to še zaenkrat niso pokazali, pa vem, da je to as v rokavu. Je pa v bistvu Klemen Prepelič v teh trenutkih, ko Luka ni na parketu, ali pa tudi ko je na parketu, pa mogoče rab malo odmora, zelo dobro prevzel to vodenje druge enote, če tako rečemo. Ja, Klemen je, mislim, da bi lahko še več igral, to sem že rekel, da več lahko igral to tako malo pick and roll igro. Klemen je velemajster, še iz mojih časov sva to obdelovala do noktov, pick and roll, pregled. Klemen je v bistvu v glava playmakerja, ne. Ročica je šuterska, je dvojka, glava je pa playmakerska. On izjemno dobro čita situacije in že v moji igri, ko je zame igral, je bilo, ni on prenašal žoge, to so delali ti mali fižolčki, delal Rebec, recimo. Klemen se je v 3 blokih odkril in potem smo igrali piki in potem je on kreiral. Tako da je v bistvu ta njegova kreatorska sposobnost je izjemna. To ima jasno Luka Dončić še na višjem nivoju, potem pa takoj za njim Klemen. Tudi mislim, da mora zrasti vloga tudi drugega mojega fanta, to je Grega Horvat, to sta zadnja 2 moja proizvoda. Grega je izjemno dober igralec, izjemno dober. Prvič igra čvrsto, trdo obrambo, nesebičen je, ima dober met, ima soliden prodor, zdravo glavo, normalen fant, ima za sabo briljantno sezono v Franciji in mora dobiti več verjamem, bolj ko se v prvenstvu odvijalo, no še zdaj mogoče, ko je Blažič mal najet, da bo ta Grega Horvat dobil vse večjo menažo, vse več žog v roki, kajti je izjemen igralec. Tudi če bi ta druga enota, verjetno čez drugo dimenzijo Sloveniji prenese z neko agresivno igro, če so to Nikolić, Blažič, Hrovat, to mi z obrambo lahko res pritisnemo na nasprotnikovega pleja. Tako, točno. No. Pozabil sem Alija Nikolića, tudi igra odlično. On je zadnja leta predvsej dvignil met, tako da njemu ne more več hoditi spodaj, s tem reči pod blokom, kajti takoj zadene trojko in v tem trenutku deluje zelo dobro pripravljen, zelo timsko in igra izjemno dobro obrambo. Vas je kdo še v naši reprezentanci, mogoče ste od koga več pričakovali, vas je malo razočaral oziroma mislite, da bi mogel še dvigati svoj doprinos k ekipi? Ne vidim kdo. Mislim, da na trenutke me
Zoran Dragić razočaral, da sili s temi meti, ko ne gre, recimo, bi moral biti mečkam bolj potrpežljiv, ne toliko siliti na koš, kajti na drugi strani je izjemno dobro obrambo igra, izjemno v kontranapadih na celem terenu, sta on pa Blažič neustavljiva, bi rekel. Ne. Se pravi, bolj se koncentrirati na to igro, ne siliti toliko pozicijski igri na koš. Na drugi strani me pa ugodno presenetil mlajši Prepelič, Bine, ne, ki ima dobro ročico in se zelo dobro postavlja, drži širino in potem ga Dončić najde in ima neoviran met in ima dobro ročico. Igra čvrsto trdo, dela favle, isto dela Čebašek, isto dela Dimec svoj posel dobro. Dimec svojih par minut dela briljantno, on ne dobiva, ne zgublja tekem. On zamaši lukno, ko mora do Tobi počivati, ker ni toliko pripravljen. Ne? In verjetno Bog se bo odvijalo prvenstvo, bo ne več igral 4-5 minut, bo igral celo 12-13 minut. Malo več, ker bo treba Tobija malo več počivati, kaj ti ni tako dobro pripravljen. In to Dimic dela briljantno. Favla, igra trdo, postavlja čvrste blokade, se tepe, bori. In tisti, ki ga kritizirajo, neupravičeno, ker fan dela svoj posel pošteno. Tako ali pa tako, ni na njegovih hrbtih odločilne minute, odločilne žoge, ne pobere on slave, če je uspeh, pa tak naprej. Te fante, ki so v neki pomožni vlogi, delajo to briljantno in to je strokovni štab jih dobro pripravo in točno pojasno, kaj je njihova vloga. To je zelo važno, da vsak igralec ve, kaj je njegova pozicija, vloga, kaj se od njega pričakuje. In tele naši fanti, ki so iz drugega plana, delajo to odlično. Je pa tudi Bine Prepelič, to je igralec z zelo mali igralskim izkušnjam na takem tekmovanju. Ja. Konec koncev bolj tudi zvezdniškimi soigralci, pa sploh ni videti, da bi ga te luči svetovnega prvenstva kaj ustrašile. Ja, zelo pogumno. Je odlično igra. In kar nekaj da igralce, recimo včeraj sem gledal tega Nikolo Jokića, kaj ti delam za Slovenijo, praktično ne delam za srbski sport klub, vsak dan je tam eno studio v Srbiji in je v živo so Duško Vojošević, po Zoomu pa Bogdan Tanjević, pa Zmago Sagadin, ta trojka analiziramo vsak dan prvenstvo in to je za srbski prostor. Slovenci me malo ne spoštujejo, poštevajo, Srbi me veliko bolj in smo bili gledali, če analizirajo tega Nikolo Jokića, enega mladega Srba. Jovića, ja, Nikolo Jovića. Mladega Srba, ki je iz Mege, ker je igral par mesecev v Mega Vizuri, nismo kaj veliko videli, odletel v Miami Heat, je človek je včeraj šutiral, že 2 tekme zapored, 100%, 6-6 dvojke, 3-3 trojke, 4-4 proste mete, daje 25 točk. Prvo prvenstvo, ki se je uvrstil v renesansu, neverjetno. In lahko igra na 3-4 pozicijah, res je. Kar nekaj takšnih igralcev je se pojavilo. In to je, zame je to draž. Jaz sem najbolj vesel, ko vidim enega mladega, novega igralca. Jaz sem vesel mlajšega Bineta Prepeliča, tako kot sem vesel tega Jovića in še kar nekaj igralcev. In sem sit teh starih 37-letnikov, ki bi jih morali že zdavni zamenjati. Recimo Francozi bi morali vsako leto mičkrat pomladiti, ker imajo zadaj lušne igralce. Mičkrat pomladiti remedanco in držati neko kontinuiteto. Tako pa eksploatirati te stare konje, ki se jim ne da več igrati, ker niso pripravljeni. Vidi se, da niso ustrezno pripravljeni. In se blamirajo na takem prvenstvu. Ja, realno, res v skupinskem delu za Francijo izpad je blamaža. Se je Nikola Batum je rekel, da sploh ne upa se prikazati v Franciji, ker ga je sram. Ja. Naslednjo leto imajo pa olimpijado doma, zdaj pa kaj narediti. Ja. Najraje bi si te leta stari zdaj nehali igrati, ampak pred olimpijado pa spet ne gre nehati igrati. Tako. Verjetno bi trener zdaj, bojo trenerja zamenjali, pa Batum, Fournier, pa kaj sem še kjer, Gober ne bojo več hteli igrati in bo kaj, naslednjo leto havarija na domačih olimpijskih igrah. Ne vem, kako bo izpeljali, to ni lahko, niso v lahki koži. Res je. Če se še malo vrneva k našim naslednjim 2 tekmecem, odločilni tekmi, Avstralijo in Nemčijo. Gledali smo Zelenovrtske pa Venezuelo, to je bil tak run and gun, malo tudi kaotična košarka. Medtem ko in Avstralija in Nemčija igrata bolj nam na kožo pisano košarko, trdo, malo počasnejšo tudi, kar bi nam morali bolj priti do izraza, hkrati pa konec koncev smo proti Avstraliji, ki je bila na papirju malo bolj šibka, v Tokiu izgubili. Tako da, kako vi vidite naše možnosti pred njim? Ja, res je. To bo kar revanš proti Avstraliji za zadnji poraz in
Mislim, da bomo z Avstralci težje igrali kot z Nemci, zato ker igrajo bolj trdo, bolj grobo, bolj fizično. Ne. Prvo bo treba to njihovo čvrstino se upreti, se pravi fizično se upreti, igrati čvrsto. Drugič, psihično zdržati, to bo dosti v faulov, tudi malo težjih faulov, kot smo jih zdaj doživljali v prvih 3 tekmah. In to je predvsem treba v glavi držati, ne ponoreti, jasno, ker Avstralci tako igrajo. Trdo. Avstralski igralci so od nekdaj bili znani, da so najbolj trdi, ko so prihajali v Evropo, so lomili tu po Evropi. Tole asistent coach je avstralska reprezentancija, pomočnik trenerja je Matt Nielsen. To je edini igralec v moji karieri, ki je mene poškodoval, ki sem ga treniral v Lietuvas Rytas. Ja. Nekaj sem mu ukazal, kakšen je obrat, da mora pogledati, preden se obrne, on da bi žoga, obrne in me razbija arkado. Edini igralec, ki me je v življenju poškodoval, je Avstralec Matt Nielsen, ki je zdaj asistent coach avstralske reprezentance in asistent tudi v San Antonio Spursih, se pravi naslednjo prvenstvo bo že on head coach. On in ostali so bili vedno trdi kot kamen. Treba bo to zdržati, kajti tehnično smo mi boljši, imamo neprimerno boljšo zunanjo linijo, nismo močnejši pod košem, kar sem pa rekel v tem trenutku ne odloča, ampak ta naša zunanja linija je hitrejša, spretnejša, boljši smo v metu zunanjih pozicij in če bo igra dovolj zrela, da bomo ustvarjali dovolj potrpljenja, da bomo ustvarjali proste pozicije, odprte mete, potem jih ta naš met, pa naša hitrost na celem terenu v protinapadih, pa to lahko in jih mora ubiti. Se pravi, vi menite, vse ste že večkrat zdaj ocenili, da tudi, ne vem, zgubiti skok za 10 ni ključno na taki tekmi, ker verjetno bo Slovenija v skoku težko parirala Avstraliji, recimo. Ja, tu je, ampak se pravi, nihče nima pa spet takšnih atletov, da bi dominiral v skoku. In danes premoč v skoku ne prenaša več vrhunski rezultat. Ne. Imamo dosti tekem, da so ekipe odlično skakale, pa katastrofalno zadevale, pa to nič ne prenesli. Se pravi, da tu bolj odloča ta preciznost v metu in v košarka gre v to smer, v smer, ki jo razvija NBA. Ne. Jasno, tekmovanje, kdo bo dal več košov. Košarka je zelo kompleksna igra, ampak ker je NBA to komercializiral do te mere, da je naredil iz košarke tekmovanje, kdo bo dal več košov, to počas prehaja tudi Evropo, gore, dole, trojke na veliko in je ta trojka eksploatirana do noktov, se reče, pomeni, splača se biti široko. In če gledate Američani, vseh 5 so kot na potkici, vsi 5 so na liniji, pa eno teče, ta menjava je mesta, stalno eno skozi raketo, 4 sezone držijo širino in veliko je metov za 3 točke, kaj je pač to prenaša rezultat. Taka igra je danes in ljudi to hočejo gledati, hočejo veliko košov, tudi na tem prvenstvu stotice padajo in to je današnja košarka. No, če bo veliko košov, smo tudi in proti Nemčiji in Avstraliji je Slovenija v prednosti. Absolutno. Pravim, da imamo teh 6 zunanjih igralcev plus Tobi, ki so izredni strelci, pa če damo, da še tale mali Prepelič, če Bašek zadeva ta trojko, potem smo mi na 90, ko bi rekel, keks. Tako. In recimo, pa zdaj, to, da se ne prehtevamo, pa vendar vsi že malo gledamo tudi naprej proti četrtfinalu v Manili, vsem konec koncev igra se košarka za te izločilne boje. Tam bi pa lahko Slovenija dobila reprezentanco Kanade, kaj pa zame bi pokazala mogoče najlepšo košarko tega prvenstva z ogromnim številom košev. Tam bi se pa mogoče ta slovenska taktika zadevanja lahko naletela na nasprotnika, ki je v tem še boljši. Ne? Ja, meni je tudi všeč Kanada, ko si že omenil to, da zelo verjetno, da pridemo recimo četrtfinalu na njih. Ampak je naslednje, Kanada igra samo z 8 igralci. Od tega je 8 Ejim, ki je lani igral leto nazaj v Olimpiji, prej pa v budućnosti, ki ni kje posebnega. Se dejansko oni imajo 7 dokaj dobrih igralcev. In jih eksploatirajo do noktov in ne verjamem, da oni las držijo celo prvenstvo s 7 igralci. To je največja napaka, ki so naredili, da niso bolj izenačeno ekipo pripeljali, da lahko igrajo kot Američani vsemi 12. Tu so Američani v strašne prednosti proti Kanadi. Kanada samo 7 ne more narediti špica rezultata in vsekakor pa je v borbi za medalje, to je njihova ideja, zato so se zbrali vsi ti NBA-ci njihovi in to bo pa zelo težka tekma.
Pa, mislim, no, seveda, če jo igraš tekmo, imaš možnost tudi zmagati. Absolutno. Kdo pa, omenjali ste že, Američani verjetno ostajajo tudi v vaših očeh prvi kandidati za zlato. Ja. Američani, potem, ko so zdaj pokazali, pa na drugi strani še moramo vedeti, da Američani imajo najmanj kontinuitete. Spet je to čist nova ekipa, zbrana 3 tedne pred prvenstvom. Izjemen strokovni štab, mislim, da imajo daleč najmočnejši strokovni štab na celem prvenstvu, 5 vrhunskih trenerjev, ki z lahkoto obvladujejo ekipo, postavljajo, gledajo, analizirajo taktiko. Ampak te se prvič vidijo, naši zle igrajo že, večina njih že leta skupaj, tudi za druge reprezentance velja, da imajo neko kontinuiteto, imajo neko igro, poznajo se, te Američani z brda z dola zbrani. Ampak bolj, ko se čas odmika, bolj se uigravajo, bi se rekli. Tako da verjetno bojo najbolj nevarni ravno na koncu. Bi še pa eno stvar rekel, da niso nepremagljivi. Niso nepremagljivi. So že pokazali zelo črne minute, da ko jim najbolj ne gre ta met, da tudi nimajo pravih rešitev. Ja, konec koncev v pripravljalnem obdobju proti Nemčiji so že v zadnji četrtini zaostajali za, mislim, da 14 ali 15 točk. Tako da res niso nepremagljivi, po drugi strani je pa res, tako kot ste že večkrat omenili, prvenstvo dolgo, fizično naporno. Oni imajo pa najbolj širok kader in zelo lepo jim odmerjajo minute, tako da bi tudi svežina mogla v njihovo priti igrati. Zato pravim, da imajo najbolj kvalitetni strokovni štab in oni to vejo, da važno je, kdo bo v finalu na zadnji tekmi ustrezno svež, ustrezno pripravljen, je imel to agresivnost v obrambi, čvrstino in oni tako peljejo to ekipo, Američani, in to je pot proti zlatu, ampak to je košarka, žoga je okrogla, vedno se lahko zalomi. Koga pa še vidite v boju za kolajne? Slovenijo. Slovenija vsekakor vidno boje za medaljo. Jaz se recimo ne verjamem, jaz sem že Francoze pred prvenstvom pokopal v teh napovedih. Tudi ne verjame v Špance, tudi Španci ne verjame v Grke, sem jih tudi rekel, da ne verjame, da rasto Grki s to reprezentanco. Za malo so včeraj izpadli proti Novem Zelandu. Tako da v tem trenutku razen Slovenije pa Amerike in vmes že omenjene Kanade ne vidim kakšnega druga. Potem so mi še kar najbolj bili všeč Avstralci pa Nemci. Na tole teh 5-6 ekip mi je bilo najbolj všeč in po meni je tu iskati glavne kandidate za medalje na tem svetovnem prvenstvu. Omenili ste, da tudi vsak dan spremljate in komentirate tekme Srbije, kako pa gledate na srbsko reprezentanco in njihove igre? No, Srbe sem malo pozabil, pardon, ja, tudi Srbi ne deluje slabo, ampak nekako nima nekega liderja mater, to nekako tiščijo roke Bogdanoviću, ki to ni, Bogdanović je izreden strelec, ampak on ni tisti živ igralski vodi, ki usmerja, ki diktira, ki ga vsi gledajo, spoštujejo, nekako je premiren, prefin fant. Tako da na teh zunanjih pozicijah nisem navdušen. V Srbiji imajo Miljotinova, ki je pa preeksploatiran, ne vem, če bo zdržal do konca, igra 37 minut do konca. Imajo sicer mladega Jovića, ki je krasno, ampak to ne prenaša v končni fazi rezultata. Tako da Amerika je tu blizu, na njih sem malo pozabil, se pravi Amerika vsekakor sodi v četrtfinale in bo nevarna vsem, ampak da bo prišla pa čist do konca, pa ne verjamem. Oziroma ne Amerika, Srbija. Kot ste rekli, v tistih, ki jih nima smisla izgubljati v svet, pa vendarle bi pa Srbija z Jokićem pa mogoče bila prvi favorit tudi za zlato, oziroma favorit za zlato, ne? Ja, se pravim, da Jokić je fenomenalc, tako ko je Dončić, tudi Jokić, te ne bi neverjetno dva mlada Evropejca, bela, dominirata v NBA-ju, Jokić na visokih pozicijah, Dončić na zunanjih pozicijah. No, pa Jokić je tudi predsejšnji meri playmaker. Ja, njegova karakteristika je, da vidi, da zna podati, da čita situacije in je jasno, da bi ga Srbi močno rabili, da z motiviranim, pripravljenim Jokićem bi bili verjetno Srbi tudi eden glavnih kandidatov za naslov svetovnega prvaka. Še mogoče je manjka kat play, tako manjka Špancev, ki so lani osvojili evropski naslov, ampak ga je osvojil v največji meri Lorenzo Brown, ki je vse ključne tekme vzel žogo v roke in prinesel končnici rezultat. In jasno njegov bekak Ricky Rubio, brez teh dveh playov, pa še tega Sergeta Rodrigueza, ki ga tudi ni, to so 3 najboljši pleji, brez pravega pleja Španci nimajo nobene možnosti.
Če za konec samo še pogledava, ste na tem svetovnem prvenstvu do zdaj opazili, ugotovili, kakšen nov trend v košarki vas je kaj presenetil? Se razvija košarka v kakšno drugačno smer, kot smo morda do zdaj bili vajeni? Se razvija v to smer, da so obrambe čedalje slabše, čedalje manj se igra, pa čedalje bolj se igra napadalno, kar ljudje sprejemajo. Zmago Sagadin kot trener starega kova to ne gleda z simpatijami. Zame je v košarki važno vse faze igre in obramba, napad, kontranapad, vračanje, skok, vse faze igre. Kot sem rekel, košarka gre v smeri, ki jo praktično diktira NBA. Hitreje gore dol in zelo veliko meta za 3 točke. Se pravi, enostavno v tekmovanje, kdo bi dal več košov, kar ni moja košarka, ampak takšna je in takšna kot je treba se prilagoditi in skušati narediti maksimum. Zmago Sagadin, najlepša hvala, da ste bili naš gost. To je bil Delov podcast Košarka. Hvala, ker ste bili z nami. Delove športne vsebine pa lahko spremljate tudi na spletu in v tiskanih medijih. Hvala.